No, pa da vam obrazložim, kako je to popotovanje potekalo in kako se je ta zgodba stopnjevala. Z družino smo se odločili, da gremo na morje. Smo rekli, vsi smo že slišali horror zgodbe, kako se čez poletje potuje skozi Hrvaško. In sem rekla, zdaj pa ni več sezone, sigurno bo zdaj vse teklo gladko po maslu. No, pa ni čisto tako šlo, ne? Je bilo kar zanimivo, recimo, ko gledaš aplikacijo in rečeš, tamle sta dve polnilnici proste, pa v bistvu ugotoviš, da ena ne dela, druga pa je zasedena in to aplikacija ni pokazala. Greš naprej, ugotoviš, da v bistvu hitrih polnilnic ni tako veliko na voljo, kot si mislil, da jih je po Hrvaški. Prideš v hotel, vse lepo v redu, ponudijo zelo prijazno, da lahko oni polnijo, pa si seveda prepameten, pa rečeš, ne, gremo mi zvečer v mesto, bomo mi tam polnili, ne? Mi se lepo odpravimo v mesto, gledamo, vse zasedeno, gremo naprej, vse zasedeno. Ja, nič, ura je toliko, ne bomo zdaj krožili okoli in okoli mesta, gremo mi mesto pogledati. No, po večerji pa sem rekla, pojdimo v hotel, ponudili so nam, da lahko polnimo tam, a, glej ga zlomka, fiksno, 50 evrov, ni važno, velika, mala baterija, tako da vsaka šola nekaj stane. Za približno 32 kilovatnih ur, ki jih je bilo potrebno napolniti, na počasni polnilci skozi noč v hotelu, da smo si na jasnem, smo plačali približno 1,56 evra na kilovatno uro. Torej skoraj enkrat več kot na hitri polnilnici in za primerjavo, kot če bi bencin plačali 3-krat dražje. Ampak res pa je, da avto me je zjutraj čakal napolnjen in brez skrbi, z mirno vestjo, sem lahko krenila na pot. To pomeni, da sem imela za novih 302 kilometra vožnje brez skrbi. Je pa treba to poudariti, da sem živahen voznik. Jaz grem 130 in rada prehitim kakšen avto. Kljub temu, da mi je v ekomodu vsiljeval 110, če lepo pritisneš, to gladko lahko zignoriraš in ga pustiš, te bo bogal in gre lepo na tudi več, a ne? Ampak tudi brez tega ekomoda je treba poudariti, da je bila poraba zelo učinkovita. 13 kilovatnih ur na 100 kilometrov, kar je tudi z mojo dinamično vožnjo res dobro. Pri porabi lahko dodam še to, da smo avto do polno obtežili. 2 odrasli osebi od spredaj, 2 otroka od zadaj in povsem poln prtljažnik z igračam, z kovčki, seveda vse, kar spada za na morje. Kar pa moram še enkrat poudariti je, da Ford Puma ima res velik zadnji prtljažnik. Z dvojnim dnom, ki se pomakne nižje kot pri običajnih avtih, pridobimo res veliko dodatnega prostora, v sebi skriva pa še gigabox. In mi smo ga tokrat izkoristili za igrače, običajno jih ne vzamemo veliko sabo, tokrat pa smo res izkoristili in sta otroka lahko jih imela nekaj več sabo. Kam pa smo dali kabel? Kabel ima praktično rešitev, da ga lahko pošpraviš tudi od spredaj. Tukaj od spredaj se skriva še dodatnih 43 litrov prostora. Zdaj pa tale prtljažnik sprednji razlikuje po tem, da je daljši in globji. Torej je vertikalno kabel v njem. Torej tale Frank Trunk je kar uporabna zadevica.